Tokratna oddaja Niza Heureka bo posvečena bolj tehnološkim temam, saj je v ospredju pogovora z našim gostom, dr. Iztokom Šušteršičem, gradbeništvo. V duhu današnjega časa, ko se zavedamo problema prekomernega izkoriščanja surovin, ki jih lahko nudi naš planet, pa gre za trajnostno gradnjo z uporabo obnovljivih materialov, predvsem lesa. Dr. Iztok Šušteršič je docent na oddelku za aplikativno naravoslovje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Je pa tudi in predvsem vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali v Centru odličnosti InnoRenew COE. Center odličnosti InnoRenew COE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 na podlagi istoimenskega projekta. Morda ne bo odveč, če povemo, da z besedno zvezo Center odličnosti označujemo središče visoko kakovostne multidisciplinarne skupine raziskovalcev, ki z uporabo sodobnih tehnologij povezuje znanost in gospodarstvo. V InnoRenew COE se ukvarjajo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe. Toliko torej za uvod. Besedo prepuščamo urednici Mariji Brecelj in njenemu gostu, dr. Iztoku Šušteršiču. Les je material, ki ga človek uporablja za svoje razne dejavnosti že od pamtiveka in se nam zato v nekem smislu zdi antičen in torej morda manj zanimiv za moderne čase. Očitno temu ni tako. Ja, zdaj že nekaj časa, bom rekel, se mogoče spet zavedamo tega, da ne moremo graditi tako, kot smo do zdaj. Gradbeništvo je v svetovnem merilu je v bistvu porabnik 40% vse energije, 40% vseh odpadkov proizvedemo, pa obenem porabimo toliko vseh naravnih virov. Obenem smo pa tudi v bistvu odgovorni za 30% vsega izpusta CO2. In jasno je postalo, da ta v bistvu nevzdržni način gradnje, da ne gre več, ker preprosto nam bo zmanjkalo materijala, preprosto se bomo zadušili v vseh teh odpadkih. In da je treba te prakse spremeniti, in da je treba se pomakniti bolj v smer trajnostne gradnje, obnovljivih materialov in tako naprej. In les je v bistvu v tem primeru najboljša možna rešitev za en zelo velik del gradbeništva oziroma grajenega okolja. Mogoče les poznamo v teh preteklih desetletjih, da je bil že nekako uveljavljen za recimo družinsko gradnjo, za družinske hiše in tako naprej. Pri nas mogoče niti ne toliko, no seveda smo imeli te proizvajalce lesenih objektov že dlje časa. V tujini je to neka splošna praksa, recimo Skandinavija, potem Severna Amerika, Kanada, ZDA, to so vse države, kjer je večina stanovanjske gradnje bila že od nekdaj tako rekoč v lesu. Ampak kaj se dogaja zdaj zadnjih 10-15 let v lesu je pa to, da se je tehnologija gradnje razvila do te mere, da nam pa omogoča tudi gradnjo stavb, ki jih v preteklosti nismo mogli graditi v lesu. To so predvsem te večetažni leseni objekti in zdaj ta spekter gradnje, če temu tako rečem, se je zdaj popolnoma na novo odprl. Lahko delamo pisarniške objekte, hotele, res take lesene nebotičnike, če temu tako rečemo. In če rečem samo tako, da je trenutno najvišja lesena gradnja na svetu, čista lesena gradnja, brez kakšnih betonskih jeder pa tako naprej, da je visoka več kot 85 metrov in da ima 18 etaž, si lahko predstavljamo, da je zdaj ta res nabor gradnje, ki jo les omogoča, res širok. Seveda, te konvencionalni materiali, kot so bili do zdaj, beton, jeklo, opeka in tako naprej, se še vedno lahko uporabljajo. Beton je eden najboljših materialov za temeljenje, za neke viadukte in tako naprej. Take res ekstremne gradnje, pač tam z lesom zaenkrat še ne moremo. Blizu pa tudi vprašanje, če je res smiselno, da ga čisto vse dajemo.
ampak lahko pa z lesom počnemo veliko več, kot smo pa recimo lahko še pred 20 leti. Ne. In namen je ravno to, da se čim večji del te gradnje, ki je še smiselna, da se jo gradi v lesu, tudi gradi v lesu, zato ker je nabor materijala oziroma zaloga materijala, saj v Evropi, pa tudi v končni fazi v svetu, zdaj če damo te trenutne težave v Amazoniji, ki so, problem zase, mečkaj na stran v osnovi, evropski gozdovi se zadnjih 100 let se večajo, sploh tukaj v tej naši alpski regiji in pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, kjer dejansko iz gozdov odvzemamo samo toliko, kot potem je tudi nek naravni prirastek, imamo tega materijala dovolj, tako da količina lesene gradnje se lahko v bodoče še absolutno povečuje. In s tem, ko to počnemo, prispevamo tako na dolgi rok k temu, da se naš vpliv na planet in na okolje bistveno manj zmanjšuje. Se pravi, naš ogljični vtis je manjši, les sam po sebi ne samo, da je ogljično nevtralen, pač pa je celo material, ki skladišči ogljikov dioksid, se pravi, gozd, drevo za svojo rast potrebuje ogljikov dioksid. Če imamo lesen objekt, potem pomeni, da smo v ta material, ki je vgrajen v objekt, da je tam notri dejansko skladiščen ogljikov dioksid. Vsi ostali materiali, beton, jeklo in tako naprej za svoj nastanek potrebujejo oziroma so odgovorni za izpuste ogljikovega dioksida. Pri lesu pa je ravno obratno. Tako da mogoče ta praksa, ki se je tudi v zadnjih recimo 15 letih v Sloveniji nekaj časa promovirala, se pravi lesna biomasa, lesni peleti in tako naprej. To je seveda vse v redu, ampak ne takoj. Se pravi, ne da gremo tako iz gozda, iz drevesa v pelete ali pa v polena, pa v peč, ampak imamo vmes lahko še cel kup enih faz, ki jih izkoriščamo pred tem. Se pravi, najprej iz tega drevesa naprimer izdelamo križno lepljene plošče ali pa lepljene nosilce, lahko je samo žagan les, potem ga vgradimo v nek objekt, po recimo neki življenjski dobi objekta, 50 let, ga lahko kasneje predelamo v manjše elemente, so potem lahko to fasadni elementi, lahko gre potem to v neko pohištvo in temu rečemo tak kaskadna uporaba lesa in potem šele v zadnji, zaključni fazi, ko pa res s tem lesom načeloma ne moremo več narediti nič oziroma bi bila pa potem njegova ponovna uporaba v neke večje elemente predraga oziroma nesmiselna, pa gremo potem v res to energetsko fazo, kjer pa ta les lahko res izkoristimo v tem njegovi zadnji točki, to je, ga predelamo v energijo, se spremeni v energijo in pri tem, ko ta les gori, bo izpustil ravno toliko ogljikovega dioksida, kot ga bo potem ponovno potrebnega za nastanek enake količine. Se pravi, z 1 kubičnega metra lesa, ki ga bomo skurali, pri tem dobili precejšnjo količino energije, bomo spustili toliko CO2, kolikor ga bo potem potrebnega za ponovno rast 1 kubičnega metra lesa. Doktor Iztok Šuštaršič, na začetku ste povedali, da ta recimo tako tradicionalna gradnja, kot je pravzaprav bolj pri nas, ker kot smo slišali predvsem za stanovanjske zgradbe, je drugod po svetu les že veliko časa v uporabi, ampak ta tradicionalna gradnja nekako ima vsaj v naših glavah eno značilnost, ki je ta, da je, ne rečem večna, ampak skoraj. Ja, zdaj to je bilo neko mišljenje, sploh na začetku, ko se je začel uporabljati armirani beton, da ta armirani beton bo pa kar večno prisoten. In potem se je izkazalo tudi beton, če je izpostavljen zunanjim elementom, ni večen, da se začne krušiti, da se začnejo sloji dol lupati, potem, ko se enkrat odlupi zunanji sloj, se je izpostavljena armatura, ki je potem izpostavljena zunanjim elementom, koroziji in tako naprej. In da pač tudi te betonske konstrukcije niso nujno večne. Zdaj, če se pogovarjamo o nekih res ekstremnih primerih, naprimer betonski jezovi in tako naprej, je seveda njihova življenjska doba daljša, ali pa recimo viadukti, Črnikal, klele blizu nas. Življenjska doba takšnih objektov se že v fazi projektiranja predvideva, da bo daljša in se potem uporabijo določeni še dodatni ukrepi, da se to recimo raztegne na potem 100 let ali pa več. Seveda, če bi jih pa popolnoma pustili objekte primeru, bi pa tudi ti objekti začeli s časom propadati. Tudi piramide, če jih pogledamo, kljub temu, da so izpostavljene tam samo soncu, ni nobene erozije, dežja, česarkoli, vidimo, da so po recimo 2000 letih že precej načete. Tako da nobena stvar ni večna. Ampak v osnovi je tako, objekti se načeloma projektirajo na življenjsko dobo 50 let.
če gledamo tako v kontekstu neke ostale opreme, ne vem, kupimo pralni stroj, rečemo, ok, ga bomo imeli 5 let, ne, kupimo avto, rečemo, ga bomo imeli 10 let. Načeloma za objekte velja, da ga bomo imeli 50 let. Toliko časa traja tudi odgovornost projektantov na nek način. Vemo pa, da nam lahko tudi recimo pralni stroj zdrži 10 let ali pa avto 20 let, ne, tako da lahko tudi objekt nek drži več, ne, seveda, ampak to pa ne pomeni, da bo večen in tudi ne pomeni, da bomo imeli potem z njim kakršnekoli, da ne bo stroškov vzdrževanja z njim, no, če tako rečem, da bo po 50 letih to še vedno tam kar stalo samo od sebe in da nam ne bo treba ta objekt nič vlagati. Tako da ta percepcija, recimo opeke betona in tako naprej, da sta večna, je mogoče majčkeno izkrivljena, sploh zato, ker so objekti ponavadi projektirani na neko tako življenjsko dobo, kakor jo imamo tudi sami. Se pravi, če se odločimo za gradnjo hiše pri 30-40 letih, ne, nas bo ta objekt verjetno preživel. Potem se bodo pa naslednje generacije ukvarjali s tem, kako bomo pa zdaj popravili streho, pa fasado, pa zamenjali okna in tako naprej. Pa še ena stvar, ki se jo moramo zavedati, da ta starejša gradnja, ne, se pravi, vsi ti objekti, ki so zdaj starejši, kaj pa vemo, 30 let, ima cel kup enih pomanjkljivosti, če jo gledamo z današnje perspektive, se pravi, ta gradnja je ponavadi energetsko dokaj potratna. Prvi toplotna izolacija se je začela prvič vgrajevati bolj serijsko šele nekje v začetku 70-ih let, ko so bile te prve naftne krize in potem bolj nekako pogosto v 80-ih. Kasneje v zadnjih 10 letih je pa potem predvsem debelina toplotne izolacije še bistveno zrasla. Ampak vsi ti starejši objekti tega nimajo in nekako zelo veliko financ se v zadnjem času posveča temu, da bi se te objekte predvsem energetsko sanirali, pozabljamo pa še na vse ostale aspekte, se pravi recimo na območju Slovenije, sploh na območju Ljubljane in potem naprimer zgornje Soške doline ali pa okrog Krškega je potresna nevarnost precejšnja. In vsi ti starejši objekti, sploh objekti grajeni pred letom 63, so precej potresno nevarni. To je ena stvar, ki jo zopet pozabljamo kot uporabniki, namreč potres ne pride ravno vsak dan ali pa vsak teden, pa tudi ne vsako leto in potem, ko se enkrat zgodi in je potem neka škoda, s časom, z desetletji spet to včasih utone v neko kolektivno pozabo, v spomin in pozabimo, da imamo pa še zmeraj en ogromen del stavbnega fonda, ki pa je potresno nevaren. In v bistvu potem spet naslednja stopnja recimo bi bila, kaj se dogaja z inštalacijami. Ali se počutite varne v objektu, ki ima 40 let staro električno napeljavo. Vemo, da električna napeljava je ponavadi vir vseh požarov v objektih ali pa zelo velikega dela požarov. In te stvari je treba stalno obnavljati. Tako da nobena zgradba ni večna, oziroma vsaka zgradba zahteva vzdrževanje, naj si bo lesena, naj si bo betonska. In če zdaj gremo, bom rekel, do nivoja materialov, lesen objekt, mogoče tukaj zdaj na mestu vprašanje, kaj sploh je lesen objekt, oziroma kaj je percepcija lesenega objekta med neko širšo, mogoče laično javnostjo. Verjetno si vsi na prvo žogo najprej predstavljajo neko leseno brunarico, tako iz kakšnih ameriških filmov, Rocky Mountain, smučarija, pa tako naprej, ampak to je... Seveda se takšni objekti še vedno lahko gradijo, ampak to je neka taka zelo stara izvedba lesene gradnje. Sodobni leseni objekti so takšni, da jih pravzaprav na zunaj ne prepoznamo več kot lesenih, razen če hočemo to res izrazito poudariti, kar ponavadi storimo z leseno fasado, ki lahko na tem mestu rečemo, da nima toliko takšne življenjske dobe kot naprimer neka kamnita betonska fasada, steklena fasada, vendar ima neko čist solidno življenjsko dobo. Se pravi, 20-30 let lahko z sodobnimi postopki modifikacije lesa dosežemo brez kakšnih posebnih težav. Les, ki je pa zdaj v notranjosti objekta, se pravi nosilna konstrukcija, ali pa potem obloge, ki niso izpostavljene zunanjim elementom, pa imajo popolnoma enako življenjsko dobo, če ne celo daljšo, kot pa tiste, ki so v objektih iz betona ali opeke. Če samo dam primer, recimo najstarejše te lesene gradnje, celo večetažne lesene gradnje, ki jih najdemo predvsem v Aziji, recimo na Japonskem, starejše pagode, ki so stare že nekaj stoletij, imajo še vedno recimo tretjino vseh elementov originalnih. In to so tisti elementi, ki so skriti oziroma ki so zaščiteni pred zunanjimi vplivi, predvsem nosilna konstrukcija. Ti zunanji elementi, se pravi fasadni elementi,
končni fazi tudi streha, če je naprimer iz skodl, se pa pač menjajo. Ne? Tudi na objektu, ki ima naprimer opečno streho, iz opečnih strešnikov moramo streho na vsakih 30-40 let nekako zamenjati. Ne? Kljub temu, da nam nekatera podjetja ponujajo garancije po 50 let na streho, a boste verjeli, da bo podjetje čez 50 let še vedno prisotno, pa da bomo potem unovčilo garancijo, če vam bo pa streha v 49. letu spustila. Ne? Tako da te percepcije si predstavljam, da obstajajo, ampak realno je pa tako, da so v bistvu ti materiali, ki so trajnostni, če so primerno ograjeni, primerno zaščiteni, da ima življenjsko dobo popolnoma enako vsem materialom, ki smo jih uporabljali mogoče v zadnjih 50 letih. Ne. Zdaj bi pa izpostavljal poseben vidik gradbeniške problematike. Posebno v naših krajih je stavb več, kot jih je potrebno, oziroma se dogaja, da je treba določene stavbe sanirati. In zdaj me zanima, če je v tem primeru možno govoriti o nekih hibridnih rešitvah za take situacije. Ja, obstoječ stavbni fond v Sloveniji je precejšen. Če gledamo tako, čist statistično, se je ogromno gradilo takoj po drugi svetovni vojni. Problem te gradnje, kot sem že prej malenkost omenil, je to, da je sploh ta od leta 45 do 63 je zelo potresno nevarna, bi lahko celo rekli. Recimo za območje Ljubljane obstajajo statistike, ki pravijo, da bi lahko tudi 30 do 50% prebivalcev Ljubljane ostalo brez strehe nad glavo, se pravi, ne pomeni nujno, da bi se jim objekti zrušili na glavo, bi bili pa poškodovani do takšne mere, da življenje v njih ne bi bilo mogoče in bi bilo potrebno pač zrušiti in zgraditi na novo. Tako da tudi, če gledamo, zakon predpisuje načeloma, da če se neki objekti obnavljajo oziroma da posegamo v njihovo nosilno konstrukcijo, da moramo z vsemi temi sanacijskimi ukrepi spraviti njihov nivo, predvsem varnosti, na nivo, kakor ga zahteva sodobni standard. Kar je včasih sicer malenkost težka rešitev oziroma postavlja investitorja v težek položaj, ker pač zahteva nekaj, kar je težko oziroma drago dosegljivo in se potem ti investitorji poslužujejo kakšnih metod, ki so na koncu še celo bolj škodljive, se pravi, da raje še kaj naredijo na črno, pa mogoče tudi ne tako strokovno. Ampak pač mogoče bo naslednja verzija saj slovenskega zakona tudi posodobljena v to smer, kot je na primer italijanski zakon, ki pa predpisuje, da z novimi ukrepi predvsem ne smemo poslabšati obstoječega stanja. Se pravi, ne da zdaj zahtevamo od objekta, ki je star 60 let, da bo pa po posegu varen tako kot objekt, ki je bil ravnokar zgrajen, ampak predvsem, da te situacije ne bomo poslabšali. Kar se pa tiče samih posegov v objekt, prej ste me vprašali o nekih hibridnih posegih, recimo tipični posegi v objekte, za kakršne se ponavadi odločajo lastniki stanovanjske gradnje ali pa tudi v končni fazi nekih večetažnih objektov, vendar je to bolj redko, so predvsem neke dograditve, se pravi neki prizidki, ali pa nadgradnje v višino, se pravi, če imamo nek objekt, ki ima pritličje, nadstropje, pa potem neko mansardo, se lahko ta mansarda spremeni v eno tako čisto etažo ali pa recimo dodamo gor 2 novi etaži. Zdaj, ali zato, ker imamo potem te objekte za neke družinske člane ali za oddajanje, niti ni važno, ampak zakaj je pa recimo tukaj les v znatni prednosti napram ostalim materialom, je pa zato, ker je les izjemno pod prvo lahek. Če primerjamo specifično težo oziroma gostoto lesa napram armiranemu betonu, je masiven les, kubičen meter napram kubičnem metru 5-krat lažji od armiranega betona. Če je 5-krat lažji, potem pomeni, da je obremenitev na temelje 5-krat manjša, potem pomeni tudi, da imamo 5-krat manjšo maso, ki jo lahko potres potencialno pospeši oziroma zaguga. Najbolj osnovna enačba, tudi po moje nekje osnovnošolska fizika pravi F je M krat A, se pravi sila je masa krat pospešek. Če imamo pospešek enak, zato ker je potres bo deloval po celem mestu ali pa po celem območju enako, bo pa manjša masa, bo potem manjša tudi sila, kar pomeni, da bodo obremenitve na tisti star objekt, ki je pa verjetno bil grajen po nekih starejših predpisih, ni tako varen, kot bi bil nov, bodo znatno manjše obremenitve te nove nadgradnje na stare objekte, kar pomeni, da bodo tudi, če bodo potrebni neki sanacijski ukrepi,
za obstoječo konstrukcijo bodo ti cenejši oziroma manj invazivni, kot pa bi bili, če bi naprimer potem na tak objekt dali gor neko betonsko nadgradnjo. Kaj je še plus lesa v tem primeru? To, da ima veliko boljšo toplotno izolativnost kot pa ostali materiali. Les je že sam po sebi nekak toplotni izolator, seveda ni tako toplotno izolativen, kot so prav materiali, ki so namenski izolatorji, naprimer stiroduri in tako naprej, ali pa kamene volne. Ampak v primerjavi z betonom ali pa tudi z opeko je pa neprimerno boljši. Če se odločamo za novo gradnjo, to pomeni, da potem načeloma potrebujemo manj toplotne izolacije na koncu za enak učinek, ali pa imamo pri enake debelini toplotne izolacije pač boljši izkoristek. Če pa seveda to uporabljamo kot neko nadgradnjo, pa velja pravzaprav enako kot za neko, kot da bi naredili novo gradnjo. Se pravi, bo tista nadgradnja lahko tudi tanjša, lahko bomo imeli večji izkoristek prostora zgori, ker bodo lahko tanjši elementi in tako naprej. Kar se pa prizidkov tiče, velja pa podobno kot za nadgradnje, se pravi, zopet so manjše obremenitve temeljnih tal. Če imamo nek obstoječ objekt in zraven njega tik v neposrednji bližini zgradimo nekaj novega, vedno tvegamo, da bo prišlo do nekega dodatnega posedanja tal, ki se bo potem poznalo tudi na obstoječem objektu. Se pravi, s novim objektom pritisnemo ob obstoječega in se potem lahko tam na starem objektu odprejo kakšne razpokce. Seveda za lahko leseno gradnjo je to bistveno manjša verjetnost za kaj takega. Še ena taka velika prednost lesa pri vseh teh posegih, bodi si nadgradnje, bodi si prizidki, je to, da je lesena gradnja v večji meri prefabricirana. Se pravi, da so te faze montaže na terenu res zmanjšane na minimum, da so posegi v objekt čim krajši, se pravi, da imamo čim krajše motenje okolice. Če bivate v takšnem objektu in ga potem nadzidavate ali pa prizidavate, je vedno fajn, da se to gradbišče čim hitreje izvede in grejo mojstri čim prej stran. In vse te faze prefabrikacije, ki jih lahko pri leseni gradnji veliko bolj učinkovito izvedemo že v tovarni, se potem tukaj obrestujejo na koncu na terenu. Še eno utilitaristično vprašanje, cenovno pa kako zgleda zadeva? Cenovno načeloma lesena gradnja je nekoliko dražja, zdaj odvisno tudi od tega, kdo je delal primerjavo in statistiko, je to nekdo, ki prodaja lesene hiše, je to nekdo, ki prodaja opečne hiše. Nekako tako je, da zelo odvisno spet, kaj tretiramo kot lesen objekt. A je to objekt, ki ima leseno konstrukcijo, a je to objekt, ki ima tudi leseno fasado, ki ima tudi lesena okna, ki ima tudi leseno ostalo stavbno pohištvo. Kajti neka taka stereotipna lesena gradnja ima vse od naštetega. Neka stereotipna betonska ali pa opečna gradnja ima pa ponavadi malo manj teh lesenih komponent. Kakšen lesen parket se še najde, vse ostalo je pa tako. Okna, recimo, da so potem PVC ali pa mogoče aluminij, fasada je kontaktna in tako naprej. In če gledamo taka dva res ekstremna primera, ki sta na nasprotnih polih, seveda tam te razlike v ceni narastejo. Če bi pa gledali striktno samo na nosilno konstrukcijo, se pravi, da bi opeko ali beton zamenjali za les in vse ostale faze, se pravi materijale, ki se uporabljajo za fasado, za stavbno pohištvo in tako naprej, pustili enake, so pa te razlike res minimalne, mogoče 1% ali 2%. Če gledamo nek popis objekta, koliko katera faza stane, je ponavadi cena nosilne konstrukcije nekje 15-20% celotne investicije. In tudi če je nosilna konstrukcija recimo dražja za 20%, v celotni kalkulaciji to na koncu niti ni toliko. Ampak, ko se investitorji odločajo za lesene objekte, ker rečeš, zdaj imam pa leseno nosilno konstrukcijo, bi bilo pa fajn, če imeli pa še leseno izolacijo, pa leseno fasado, pa. In tam seveda pa cena naraste. Tako da tudi, če bi imeli recimo opečno hišo, ki bi jo hoteli obleči z toplotno izolacijo na lesni bazi, z leseno fasado, z lesenimi okni, bi na koncu prišli na precej višjo številko, kot pa recimo, če date potem gor samo neka PVC okna. Je pa seveda možno kombinirati tudi obratno. Lahko imate leseno nosilno konstrukcijo in izolacijo iz kamene volne, PVC okna in tako dalje. In tudi ta kombinacija je zelo pogosta, sploh kar se tiče fasadnega ovoja, so po mojem, ampak to zdaj ni neka uradna statistika, to čist, če gledam nazaj na lastne izkušnje, so bile zelo pogoste kombinacije lesene nosilne konstrukcije, lesenega stavbnega pohištva, se pravi lesenih oken, potem pa naprimer kamena volna za izolacijo in pa kontaktna fasada. In to je tudi nek tak zelo, bom rekel, zdrav finančni kompromis po eni strani, pa kljub temu v bistvu imamo še zmeraj take dokaj
zdrave materiale po večini vgrajene. Potem se pa lahko premaknemo, kar se lesa tiče, tudi v neke naslednje faze, se pravi lesne obloge. Zdaj, ali je to že neka končna površina nosilne konstrukcije, naprimer, če so to neke križno lepljene plošče, ali pa če imamo naprimer neke konstrukcije kakšnih hal, kjer so vidni leseni lepljeni nosilci, ali pa če imamo neko jekleno gradnjo, naprimer, ali pa betonsko, pa hočemo potem dajati naknadno neke lesene obloge notri. Je tukaj ta bilanca precej spet različna. Ampak zdaj se počasi že pomikamo v ta vpliv lesa na človekovo zdravje v notranjosti. Ko govorimo o lesenih konstrukcijah, si verjetno, kot ste rekli, vi predstavljamo brunarce, ki so imeli cela debla, tako videl si nekako prav les konkretno, ampak si predstavljam, da zdaj ti elementi, gradbeni elementi, ki uporabljajo les, ne uporabljajo lesa v prav taki obliki. Še vedno se da tudi zgraditi, projektirati in kupiti to vrstne brunarice. Težava, ki nastaja mogoče s temi brunaricami trenutno, je to, da tudi če imamo neka taka bruna 30-40 cm debela, načeloma še vedno ne pridemo čist skozi z to toplotno bilanco zahtevano. Se pravi, toplotna izolativnost tudi tako debelega lesa še vedno ni tolikšna, da bi zadostila z današnjim kriterijem za toplotno izolativnost. Saj govorim zdaj za področje Slovenije, kjer imamo pač ta pravilnik o uporabi energije v stavbah. Nekaj let nazaj, ko so bili malenkost manj strožji kriteriji, se je to še dalo, zdaj pa v bistvu pomeni to, da bi načeloma na ta bruna mogli dati še neko dodatno fasado. Zdaj, kako lahko to zaobidemo, je ali da pač tiste fasade mogoče ne izvedemo, oziroma da imamo potem lahko tudi kakšne kombinirane sisteme, ali pa da imamo res še debelejša bruna in tako naprej. Ampak predvsem tehnologija gradnje je takšna, da je to precej potratna gradnja. Če gledamo 30 cm debela stena iz polnih debel, je nekako nepotrebna. Prej sem mogoče govoril, da imamo lesa še vedno dovolj v evropskih gozdovih, da lahko povečujemo količino lesene gradnje, ampak ni pa smiselno, da to povečujemo na takšen način, da imamo samo nekajkrat debelejše stene, ker pač v bistvu je to pač neprimerna oziroma potratna poraba materijala. Predvsem tehnologije gradnje gredo zdaj v tej smeri, da se poskuša ta les čim bolj smotrno izkoristiti. Se pravi, ena od teh zadnjih tehnologij lesene gradnje, ki nam tudi omogoča gradnjo v višino, recimo v 8-10 in tudi več etaž, je ta tehnologija križno lepljenih plošč, ki je pa tudi zelo popularna za družinsko gradnjo. Ampak pri tej družinski gradnji so ti elementi, sploh za stene, včasih preprosto premočni, oziroma 10 cm takšna stena, 10 cm debela lesena masivna stena, je v primeru takšnih družinskih objektov mogoče z vidika nosilnosti izkoriščena 20%, kaj tazga. In potem se pojavlja vprašanje, ali je sploh smiselno imeti takšne elemente, oziroma ali lahko naredimo neke elemente, ki še vedno ohranjajo vse te recimo pozitivne lastnosti, ki jih križno lepljen les ima, se pravi, da je izjemno potresno varen, izjemno požarno odporen in tako naprej, ampak ali lahko mi to količino lesa malenko zmanjšamo. In recimo razvoj gre v to smer, da se gre v neke bolj hibridne elemente, kjer se recimo kombinirajo neke rebraste plošče, se pravi neka rebra, ki jih tako ali tako potem potrebujemo za izvedbo fasadnih elementov in da se jih poskuša že integrirati v neko tanjšo tovrstno križno lepljeno ploščo. Recimo pri takšnih sistemih lahko porabimo tudi tam tretjino in še več lesa manj za enak učinek. Tako da v bodoče, recimo čez 10-20 let, vsi upamo tako, da ko bo količina lesene gradnje še večja, bomo potem verjetno tudi namesto teh bolj masivnih elementov uporabljali kakšne take bolj racionalne elemente. Ta najbolj pogosta tehnologija lesene gradnje, se pravi skeletna gradnja, to je gradnja, kjer se uporabljajo kombinacije lesenih stojk, to so dokaj majhni stebrički, če gledamo sami po sebi, recimo debeli 8 cm, pa široki tam nekje 16 cm za stene, recimo, in so potem postavljeni na rastru 62 cm pa pol in obloženi z obložnimi ploščami, ali so to OSB plošče, ali so to vezane plošče, lahko so tudi vlakno cementne plošče. To je tehnologija, ki jo na primer uporabljajo tako rekoč vsi slovenski proizvajalci lesenih hiš.
To je pa tehnologija, ki nam naprimer omogoča gradnjo nekje tam do 5-6 etaž se še da, no, pri nas se sicer tako visoko s tem ne gradi. Potem nad tem je pa dejansko že problematična zaradi požara, zaradi potresa, preprosto potem potrebujemo močnejše elemente. Ampak to vrstna gradnja je pa nekako tudi statistično verjetno še vedno najbolj prisotna in po Evropi in po svetu, pač ta pa omogoča v bistvu izjemno racionalno porabo lesa, ne, že prej sem rekel v bistvu, ne, da so to taki stebrički na nekih rastrih, ne, vmes se pa potem ustavlja toplotna izolacija, tako da količina lesa, ki se porabi pa za to vrstno gradnjo, je pa v bistvu zelo, zelo racionalna. Seveda ima pa neke omejitve potem, tako da ne moremo pa iz tega ravno delati takih, 18-etažnih stolpnic. Sama lesena konstrukcija vedno potrebuje tudi vezna sredstva. Stare brunarce so bile sicer zgrajene na tak način, da so se ta bruna iztesala in so potem se pravzaprav eno v drugo zatikala. Mečkem bolj sodobna brunasta gradnja ima potem tudi neke vertikalne jeklene elemente, ki ta bruna še dodatno stisnejo skupaj, da jih slučajno pri kakšnem potresu ne odpre ali pa kaj podobnega. Na te novejše tehnologije lesene gradnje pa potem uporabljajo še dodatna vezna sredstva, od vijakov, žeblov, sponk, kar se sicer sliši mogoče tako zelo filigranski element za gradbeništvo, ampak ja, sponka je eden najbolj uporabljenih elementov v skeletni gradnji in uporablja se zato, da se te obložne plošče potem pritrdijo na te naše okvirje iz tistih stojk. Potem pa razni kotniki različnih oblik, čevlji za obešanje elementov in tako dalje. Ne. To je pa potem po večini iz jekla. So tudi možnosti uporabe, naprimer lesnih veznih sredstev, leseni mozniki in tako naprej, ampak to so bolj, se mi zdi, take, ne nujno ekskluzivne zadeve. Za tiste, ki pa res ne želijo čisto nobenega jeklenega elementa, so potem tudi take možnosti, ampak jaz osebno nisem prav temu naklonjen. Se mi zdi, da pač vsak material ima neke svoje posebnosti, je primeren za neke stvari in jeklo je pač odličen material v vlogi veznega sredstva lesenih konstrukcij. Poleg tega nam to jeklo omogoča ravno to visoko potresno odpornost lesenih konstrukcij. Namreč neko splošno prepričanje je, da so lesene konstrukcije, da se dobro obnašajo v potresu. Se mi zdi, da to že nekako ta stereotip se že nekako prijel. Ampak razlog, zakaj se pa tako dobro obnašajo, je pa, se mi zdi, v tej širši javnosti mogoče malenkost napačno, oziroma da je napačna predstava. Ne. Ponovadi pravijo, da so take bolj elastične, da se potem razvijajo v potresu. Do neke mere to sicer drži, ampak tukaj je treba to zelo pazljivo take stvari govoriti okrog. Ena ključnih stvari, zakaj se les dobro obnaša pri potresu, je, že prej sem rekel, da ima manjšo maso, se pravi, ker ima manjša masa, potem iz tega nastanejo manjše potresne sile. Drugi razlog je pa ravno v veznih sredstvih in to v jeklenih veznih sredstvih. Namreč jeklo, če ste imeli kdaj kakšne poizkuse pri fiziki, ne, se sprva obnaša elastično, potem se pa obnaša plastično oziroma se plastificira. Kaj to pomeni? Če si predstavljate nek čigumi, ne, če ga raztegujemo kar nekako z enako silo, pa leze narazen. Pri jeklu je pa tako, da na začetku, ali pa mogoče tako, mogoče smo se vsi že kdaj igrali s kakšnimi temi mehkimi federi, ki so noter v kemičnih svinčnikih. Ne, in tisti mehen federček, če ga tako lepo počasi narazen vlečemo, je najprej elastičen, če ga pa malo preveč potegnemo narazen, se pa raztegne in ne gre več nazaj skupaj. In to je ta plastifikacija jekla. In ravno ta plastifikacija nam potem na nivoju veznega sredstva omogoča, da v teh jeklenih elementih disipiramo, se pravi, sipamo potresno energijo. En tak primer mogoče tudi, kaj pomeni ta plastifikacija, pa sipanje energije je, če ste kdaj gledali kakšne posnetke teh crash testov avtomobilov, se pravi, kjer se z avtomobilom zaletimo v neko oviro in potem proizvajalci iz tega dobijo ven razne podatke, ampak če ste gledali te posnetke, ne, avtomobili se nikoli ne zaletijo v neko oviro in se potem kar odbijajo stran od nje, ampak se vedno precej tiste pločevine zmečka,
Medtem, ko se ta pločevina mečka, takrat se plastificira oziroma prehaja v to nelinearno stanje in pri tem prihaja do tega disipiranja energije. Ta pločevina takrat se segreje. Ta, recimo, kinetična energija v tem primeru se potem na koncu pretvori v tisto toploto. Ampak tudi pri lesu oziroma leseni gradnji na koncu tako pri potresu. Se pravi, ne bom rekel, da se tiste sponke pa žeblji zdaj tako segrejo, da jih ne moramo prijeti, ampak princip nekaj fizikalni vzajde je isti. Gremo v to plastično obnašanje in potem se energija disipira in potem se tam dejansko se tako rekoč izniči. In vse te kombinacije, se pravi, v bistvu majhna masa lesa, relativno elastičnost po eni strani in potem ta jeklina vezna sredstva tvorijo to visoko potresno odpornost lesenih konstrukcij, če so seveda pravilno sprojektirane, to moram poudariti. Se pravi, ne samo po sebi, ampak če je pravilno sprojektiran. Kar se pa tiče, da sem mogoče že mečkam preveč zašel striktno v neko potresno smer, ampak prej ste me sprašvali še v ostalih materialih, ki omogočajo, da les ostaja trajen. Se pravi, najprej sem rekel, da les kombiniramo z jeklom, zato da ga lahko sploh sestavimo skupaj. Potem pa sloji, ki sledijo tej leseni nosilni konstrukciji, so pa lahko zelo, zelo podobni katerikoli tej klasični gradnji iz opeke ali betona. Se pravi, na notranjo stran lahko les zapiramo, če imamo neko skeletno gradnjo, kjer imamo tiste mehne stojke, je to tako rekoč vedno. Če imamo pa neko masivno leseno gradnjo, naprimer križno lepljene plošče, so pa lahko te elementi izdelani v takšni vidni kvaliteti, da jih lahko pustimo tudi vidne in so potem kot del interjerja. Lahko se jih recimo tudi pobarva. Mogoče trend zdaj je, da se jih rahlo poluži na tako bolj bel odtenek. Vemo, da sploh smreka lahko dobi ob količini UV svetlobe tako mogoče mečke neprijetno oranžkasto barvo. Če damo pregor tako prozorno, v bistvu premasne, to so lahko na bazi voskov ali olj, je ta videz tega lesa, se mi zdi nekako bolj prijeten na oko, tako da se tudi zelo pogosto uporablja. Če ga pa zapiramo, ga pa potem zapiramo z mavčno vlakninimi ploščami, ki v primeru skeletne gradnje predstavljajo tudi glavni sistem požarne odpornosti tovrstnih konstrukcij. Na zunanji strani pa potem uporabljamo različne vrste fasad. Nekih posebnih razlik načeloma niti ni v primerjavi z opečno gradnjo, predvsem moramo pri leseni gradnji res biti še toliko bolj pozorni, da je objekt difuzijsko odprt na ven. Se pravi, da ima ta vlaga, ki prehaja iz notranjosti in potem kondenzira, ko pade temperatura v toplotni izolaciji, da ima možnost se potem izračiti ven na zunanjo stran. Če pa govorimo na primer o stropovih, je pa sestava konstrukcij na spodnji strani zopet odvisna od tega, ali imamo masivno ali imamo skeletno gradnjo. Če se skeletna se zapira, ponovadi zopet za nekimi mavčnimi ploščami. Na zgornji strani je pa tako, da lahko imamo tudi navadne te klasične lite mokre betonske estrihe, lahko gremo pa v neke izvedbe suhih estrihov, to so pač različni principi, lahko so kombinacije mavčnih plošč, lahko so kombinacije ivernih plošč. Predvsem namen vseh teh dodatnih slojev na nosilnih konstrukcij je predvsem dušenje zvoka. In tukaj sicer les je v osnovi slabši kot pa beton, ki ima visoko maso in višji elastični modul in potem boljše duši tudi nizke frekvence. Les zelo dobro duši visoke frekvence, pa srednje pri teh nizkih frekvencah, recimo 50 Hz in manj, pa spušča nekoliko več decibelov skozi, tako da se potem temu tudi prilagajajo sami sestavi, ki se naknadno vgradijo. In to velja enako potem tudi za stene. Vsi ostali materiali, ki pa potem sledijo, oziroma kar še lahko sledi, za neke kopalnice, keramika in tako naprej, so pa enake, samo se potem pač vmes uporabljajo še dodatni sloje, ki zagotovijo, da naprimer, da v kopalnici res ne prihaja do nekega puščanja vode na nosilno konstrukcijo in tako naprej. In katere vrste les je najbolj primeren za to gradnjo? To je prvi del vprašanja. Drugi del vprašanja, verjetno se mora ta les tudi posušiti. Ja, drži. Zdaj, največ se uporabljajo smreka, jelka, tudi bor. Predvsem smreka je nekako najbolj pogosto uporabljena vrsta v leseni gradnji, zato ker ima predvsem kot drevo je zelo primerna za nadaljnji razrez, so pač sloke, ravne, ozke, niso skrivenčene, dokaj lepo se obnašajo po sušenju in tako naprej. Lahko pa uporabljamo načeloma katerokoli vrsto, seveda potrebne so pa potem nadaljne obdelave. In tudi niso si vse vrste enake po trdnosti, niso si enake po togosti, tako da, preko tako nekje 99% trenutno vse
lesene gradnje v svetu je iz iglavcev, pač v Severni Ameriki rastejo svoje vrste, v Evropi svoje vrste, ampak pač v osnovi gre to za neko smreko, jelko in tako naprej. Tudi macesen lahko, ampak macesen se ponavadi vseeno mečkem bolj uporablja za mogoče za fasadne elemente. Je pa zdaj trend na nek način oziroma čist posledica neke naravnega spreminjanja gozdov, se pravi gozdovi trenutno so še vedno precej bogati z iglavci, ampak slika za naslednje desetletja se pa spreminja. Se pravi, v mladih drevesih je zdaj že večji del listavcev. Daljši rok bo teh listavcev vedno več. Sploh v Sloveniji, v bistvu v Sloveniji je bukov po procentih ni prevladujoča, ampak je pa že zelo blizu. In nažalost se pri nas bukov predvsem uporablja neposredno za upečne, se pravi, največ gre direkt v polena. Je pa bukov z vidika materialnih lastnosti, kar se tiče nosilnosti, pa togosti izjemna. Recimo v povprečju je nosilnost bukve nekje skoraj 3-krat višja kot pa nosilnost smreke. Težava po drugi strani pa recimo ima bukov, če je izpostavljen zunanjim vplivom. Se pravi, do razkroja pri bukvi pride bistveno hitreje kot pa naprimer pri smreki. No, ampak če gledamo tako, trenutno so vse ta lesna predelovalna industrija je zelo nekako nastavljena na iglavce, se pravi od predelave, se pravi od žage do potem razreza, sušenja, lepljenja in naknadnih obdelav. Te listavci, ki v angleščini rečemo, oziroma bolj v konstrukcijskem žargonu rečemo hardwood, se pravi, te trši lesovi so pa še prisotni v manjši meri. Gre pa zelo veliko raziskav v to smer, se pravi, zavedamo se, da bo tega lesa vedno več in da ga bomo tudi vedno več uporabljali v gradnji. Ma pa drugačne lastnosti in to, da je recimo bukov 3-krat močnejša, pomeni tudi, da je bistveno bolj gosta, kar pomeni, da ta obstoječa vezna sredstva, ki jih naprimer zdaj uporabljamo za smreko, in sem prej rekel, da predstavljajo tako rekoč 99% vse lesene gradnje, naprimer za bukovino potem ne funkcionira več, ker se recimo ti vijaki, samorezni vijaki, ki jih uporabljamo, preprosto ne grejo več v tako gost les. Je treba imeti drugačne vrste vijakov, ki recimo še 15 let nazaj ali pa mogoče malo manj 10 let nazaj še niso bili prisotni. Šele zdaj v zadnjih letih so pa res tako dostopni tudi dobesedno na, če rečemo, off the shelf, se pravi, jih lahko dobimo že na policah in imajo potem drugačno jeklo, posebne glave in tako naprej. Ne. Tudi razrez takšnega lesa je drugačen, se uporabljajo drugačni noži, tako da je treba potem prilagoditi v bistvu celotno to verigo, ki sledi tej predelavi, ne samo, da rečemo, bomo pa zdaj podarili buku na mest smreke, pa bomo iz tega delali nosilce, ne. Celotna veriga se spremeni, lepila so drugačna za lepljenje potem teh elementov v lepljenje nosilce ali v plošče. Tako da se spremeni precejšen del tehnologije, če zamenjamo drevesno vrsto. Ne samo potem tiste, da imamo boljše materialne lastnosti, ampak moramo spremeniti še tudi kaj drugega prej. Razlog v bistvu, zakaj sploh res žagamo in lepimo skupaj, je to, da izločimo iz njega vse defekte, se pravi tiste šibka mesta. To se ponavadi pojavlja tam, kjer so grče, tudi kakšna druga mesta, ampak predvsem vse te defekte pri tem, ko les razžagamo, izločimo ven in potem ga moramo zlepiti nazaj skupaj. In lepimo skupaj ga seveda z lepili. Lepil je pa več vrst. Mogoče ta strah, ki obstaja med ljudmi, je to, da je pa tam veliko formaldehida, pa tako naprej. Formaldehid sam po sebi je nevaren samo, če je prost. Se pravi, če je bila neka lepilna mešanica slabo narejena in potem v bistvu ta formaldehid lahko še leta izhaja ven iz teh elementov, to so bile nekakšne stare ivrne plošče, so bile takšne, neko staro pohištvo recimo iz 70-ih, 80-ih, ki je smrdelo pol še leta in leta. Če je mešanica narejena prav in ta trg je izjemno reguliran, potem teh prostih formaldehidov ni več. Pri formaldehidu se moramo zavedati še tega, da formaldehid je tudi v osnovi prisoten tudi sam po sebi v lesu. Imamo pa tudi druge vrste lepil, se pravi, sploh križno lepljene plošče so lepljene na tak način, to so pa poliuretanska lepila, ki so v osnovi sicer dvokomponentna, ampak druga komponenta predstavlja vlaga v samem lesu. In ta lepila so pa popolnoma brez formaldehidov, pa tudi če gledamo tako na nivoju nekega preseka, je količina lepila napram lesu res izjemno majhna.
Kar se pa tiče ostalih premazov, ki jih dajemo na les, trg premazov zares je eden najbolj reguliranih nasploh. Količina teh sestavin, ki jih lahko za ta namen uporabimo, je res relativno majhna in zelo nadzorovana, tako da kakšni laki, ki bi imeli škodljiv vpliv na zdravje, so danes res, mislim, jih tako rekoč na trgu Evropske unije ne morete več dobiti. Ne bom govoril, da zdaj nekje na kakšnem kitajskem ali pa kjer ne boste kitajskega najdli še, ampak v osnovi v EU so stvari res zelo regulirane. Zdaj pa kaj uporabljamo? Zelo pazljiv je treba biti pri raznih lakih in lazurah, ki zaprejo konstrukcijo lesa. Zakaj? Ker ko enkrat, recimo, če je to nek element, ki je zunaj, izpostavljen zunanjim elementom, ko enkrat ta lak poči, tam rata razpoka in potem tista voda zateče noter, seveda zateče noter, ampak ne more pa potem nujno ven in potem se tista vlaga noter kuha in začne les počasi trohneti. In če ste kdaj videli kakšne, ne vem, čisto take navadne štrihane ograje, ki začnejo gniti in pokati, take ograje bi bilo dostikrat boljš pustiti ne poštrihane, ne pobarvane in bi lahko trajale, mislim, bi imele precej daljšo življenjsko dobo, kot pa če jih nekaj pobarvamo in potem na koncu tam lokalno zgnijajo. To je bila tudi velika težava na Veliki planini nad Kamnikom, ki je v 80-ih ratal trend teh temnih barv, s katerimi so potem poštrihali ves les, ki so ga videli in seveda tam je v roku parih let se je začelo neko resno gnitje na tistih objektih. Tako da zdaj ti premazi, ki jih uporabljamo, je tako, za nekaj so okna, ki imajo mogoče te debeloslojne premaze in lazure in tudi tam proizvajalci okna načeloma vedno predpišejo, da je treba te premaze obnavljati. Imamo pa tudi druge vrste premazov, bolj na bazi voskov in pa olj, ki pa delujejo tako, da se v bistvu upijejo v les. Pravi, ne tvorijo nekega krovnega sloja, pač pa penetrirajo v strukturo in načeloma potem od znotraj ščitijo ta les, ne, da se voda v njega ne upija. Imamo pa tudi druge tehnike, kako lahko recimo podaljšujemo življenjsko dobo lesa, to so pa te tako imenovani modificirani lesovi, kjer pa lahko potem brez kemikalij tudi spremenimo strukturo lesa. Naprimer, termomodificiran les pomeni, da ta les dobesedno damo v nek avtoklav, kjer potem v tem okolju avtoklava povišamo temperaturo, povišamo tlak in spremenimo samo strukturo lesa, da lahko postane zelo, zelo odporna na zunanje vplive. Seveda s tem spremenimo tudi njegovo nosilnost, tako da imamo potem tudi druge tehnike, kjer pa potem še z uporabo nekih kemijskih dodatkov ohranimo tudi njegovo nosilnost. Naprimer, acetilacija lesa je en tak primer, kjer imamo lahko les, ki je zelo, zelo odporen na zunanje vplive, po drugi strani pa njegova nosilnost tako rekoč ostaja enaka. Seveda so potem cene tudi višje, ampak če gre za neke fasadne elemente, so seveda porabe tega lesa znatno manjše. Imate pa potem en velik plus, ki ga je treba pa dolgoročno računati, je pač to, da če bi imeli neke navadne premaze pa lazure, bi mogli to načeloma obnavljati vsakih nekaj let, tam imate pa potem mer za več 10 let tudi. Doktor Iztok Šuštaršič, vi vidite, da je bodočnost gradbeništva recimo pri nas v Sloveniji, v Italiji, v Evropi v tem, ali bojo še kakšni drugi materiali prišli na dan, ki bi bili morda še bolj zanimivi? Kar se tiče recimo trenutnih raziskav materialov, je nekega takega novega čarobnega materiala, ki bi rešil vse te naše težave, ga ni na vidiku. Veliko se vlaga oziroma precej se raziskuje neke hibridne materiale. Naprimer, beton mešan z naravnimi vlakni. Naprimer, beton trenutno se za te večje elemente se armira za jekleno armaturo, za neke manj obremenjene elemente, naprimer estrihe ali pa kakšne tlake, se pa uporablja mikroarmaturo, ki je, kak so neki taka krajša, zelo tanka vlakna, ki so umešana v beton, ampak so tako, se na koncu se statistično razporedijo in v bistvu preprečujejo, da bi beton razpokal. Naprimer, da se ta vlakna, ki so ponovadi jeklena ali pa tudi steklena vlakna, zamenjajo z bolj naravnimi vlakni. Naprimer, pri nas se ukvarjamo imamo en projekt skupaj z nemškim Fraunhoferjem, ki se pa ukvarja z raziskavami, kako lahko ta vlakna zamenjamo naprimer z vlakni konoplje ali pa lana. Taka zelo trajnostna rešitev. Predvsem, kar je ta velik plus lesa, je to, da se obnavlja. Da v bistvu, če trajnostno gospodarimo z gozdovi, imamo
dobesedno, kot če bi imeli neko črpališče nafte, kjer bi sama spot nastajala. Ali pa da bi imeli nek rudnik premoga zlata, kjer bi kar ne bi bilo konca. Če gozdove primerno vzdržujemo, so naravni prirastki takšni, da lahko pravzaprav to, kar vzamemo ven, pokrijemo v nekem zelo kratkem času. In tega noben drug material nima. Če gledamo betonske konstrukcije, poraba betona v svetu je neverjetna. Sploh če gledamo zdaj, ko se v Kitajskem, pa tudi v Afriki v končni fazi začenja res graditi masovno, je v svetu postaja resen problem dostopnost peska, oziroma sploh poraba peska je izjemna, ni vas pesek primeren za to. In recimo, če gledamo Dubaj kot neko napredno arabsko provinco, oni imajo izjemno težavo, ker za svoje tiste ogromne betonske mastodonte ne morejo uporabljati tistega peska, ki je v puščavi, pač pa ga morajo kopati iz dna morja in ga potem pripeljati na mesto. Seveda spet potrebujemo cement, da lahko ta material zvežemo skupaj, še vedno potrebujemo jeklo zopet kopljemo kot rudo, ga moramo predelati, pri tem se porabljajo ogromne količine energije, posledično tudi ogromni izpusti škodljivih snovi. In tudi recimo opeka, opeka, ki je sušena na soncu, neki primeri recimo iz Afrike, ta opeka ni primerna za današnje standarde gradnje. Mogoče za neke kakšne vrtne lope pa to bi še šla, ampak preprosto trdnost takšne, recimo res trajnostne na soncu sušene opeke je res nizka. In ne bi prenesla takšnih obremenitev, kot jo danes pač od materijala pričakujemo, niti na vertikalno obtežbo, kaj šele na potres. In od vseh teh nekih materialov, ki jih lahko vzamemo ali iz zemlje ali z vrha zemlje, je les res edini, ki ima ta trajnostni potencial. Sej, ta trajnost je mogoče mečken včasih neprimerna beseda, ker ljudje zamenjujejo trajno in trajnostno. Ker izvirni angleški izraz sustainable v bistvu pomeni vzdržen. Ne govorimo o trajni, govorimo o trajnostni gradnji, mogoče bi bilo bolj primerno, če bi uporabljali izraz vzdržnost oziroma vzdržna gradnja. Se pravi, da neka gradnja, ki nas ne bo na koncu pripeljala v tem, da bomo uničili naš planet oziroma da bomo izropali vse naravne surovine in potem ne bomo več želeli, kaj bi. Tako da od vseh materialov je les res edini tak, ki ima tako samo obnovitveno sposobnost, obenem pa, tako kot sem prej naštel, ustreza vsem tem recimo zahtevam, ki jih danes imamo, se pravi toplotni izolativnosti, majhni masi, da se lahko dobro obnaša pri potresu. Mogoče nismo nič rekla o požaru, les gori, vsekakor. In ljudje se mi zdi, da imajo še vedno nekje v podzavesti to idejo, da lesena hiša pa lahko gori, ampak če vas tako vprašam, če ste kdaj prižigali žar, če ste kdaj hoteli zakuriti roštilj, noben mu ni uspelo verjetno speči čevapčičev tako, da bi vrgel gore en ogromen polen, pa čakal, da se bo zažgal. Vedno ste rabili neke zelo mehne elementke, kakšne vžigalce, pa pol kakšne zelo tanke, suhe elementke. Tak les se hitro žge. Ampak glavni plus lesa pri požaru je to, da gori počasi in zelo kontrolirano. Mehak les, se pravi, iglavci govorijo približno z 0,6 do 0,7 mm na minuto. Se pravi, če imate nek, recimo, lesen nosilec, ki je širok 20 cm, ga bo z leve in pa desne strani ogenj zmanjšal za 0,6 do 0,7 mm na minuto. In če imamo mi neko zahtevo za požarno odpornost, naprimer 1 uro, to je 60 minut, rečemo, 60 krat 0,7 je 4,2 cm, plus še nek dodatek damo gor, zaradi tistega zoglenjenega sloja, in pridemo na slabih 5 cm odgorenega materijala. Se pravi, iz tistih 20 cm smo prišli nekje na 10 cm širine po 1 uri. Ampak teh 10 cm, ki jih je pa notri v jedru, je pa popolnoma intaktnih, za popolnoma enako nosilnostjo. In to ne odgoreno jedro, pa še vedno popolnoma nosi. In ta sloj oglja, ta zoglenjeni sloj ga ščiti iz zunanje strani in omogoča to počasno gorenje. In načeloma v teh 60 minutah prispe gasilska brigada in uspe ugasniti ogenj. Jeklo po drugi strani pri 600 stopinjah zgubi popolnoma vso nosilnost.
Kljub temu, da ne gori, se ne vžge, se pravi, če boste dali en kož železa na ogenj, se ne bo vžgal, ampak z velika nosilnosti, ki je pa pač izjemno pomembna za konstrukcije, je pa popolnoma neuporabno. In težava je v tem, da pri požarih se v glavnem ne vžge kar nosilna konstrukcija, ampak vžge se vse, kar je v prostoru, zavese, tepihi, ne vem, kavči, nekdo zaspi s cigaretom v posli, pa se vse skupaj vžge. In tisto, kar je notri v stanovanju, v prostorih, je tisto, kar prispeva k temu, da se požar dejansko razvije in da pride do teh visokih temperatur. In če date potem na koncu v to enačbo tisto leseno nosilno konstrukcijo, je to zanemarljiv delež, plus to, da potem ta konstrukcija les gori počasi nadzorovano. Te lahke lesene konstrukcije, skeletne, ščitimo potem s temi močnimi oblogami, ki nam dejansko zagotavljajo to požarno izolativnost za tisti čas, ko smo se ga izbrali in tudi ne gorijo. Masivne lesene konstrukcije se pa ščitijo tako kot same sebe. Tako da obstajajo cel kup raziskav požarnih testov v merilu 1:1, kjer so se pač to vrstne zgradbe res namerno zažgale in se potem spremljale, kako se ta konstrukcija obnaša s časom in se pač obnaša bistveno boljš kot pa klasične konstrukcije. Tudi beton ni popolnoma neobčutljiv na požar, pač beton je armiran z jeklom. To jeklo je zaščiteno z krovno plastjo betona, ki je debela načeloma nekje med 25 pa 45 mm. In ko doseže ta temperatura tega krovnega sloja neko vrednost, ta krovni sloj ponovadi odpade dol in to tako precej eksplozivno odleti stran in potem imamo izpostavljeno armaturo. Jekleno armaturo, tistih 60 stopinj takšne armature doseže pri konkretnem požaru zelo hitro in potem lahko nek strop karkoli izgubi vso nosilnost v tudi nekem kratkem času. Tako da, recimo, kako se projektira beton na požar, je to, da mora biti ta debelina krovnega sloja primerno debela, odvisno od tega, kakšne je zahteva. Pri lesu pa to delamo že z osnovnim materialom sami po sebi, se pravi, v bistvu imamo toliko debelejši nek nosilec, kot bi ga rabili. Je pa res, da vsaj pri teh nekih zahtevah 1 ure, ponovadi družinske hiše so nekje do pol ure zahtevane, potem večji objekti nekje 60 do 90 minut. So drugi kriteriji, ponovadi tisti, ki narekujejo neko dimenzijo materiala, se pravi ne nujno požar, ponovadi bolj kakšna nosilnost pri nekem razponu ali pa karkoli.